Pred parlamentarnim odborom za zdravstvo se je predstavila kandidatka za ministrico za zdravje Alenka Trop-Skaza. V svoji predstavitvi je opozorila na težave zdravstvene blagajne in predlagala oblikovanje novih prispevnih stopenj za zdravstveno zavarovanje in okrepitev nadzora nad javnimi zdravstvenimi storitvami. Alenka Trop-Skaza je zdravnica epidemiologinja, ki je bila več let predstojnica oddelka za epidemiologijo na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje, od januarja pa je vodja celjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V Sloveniji se je stopnja registrirane brezposelnosti decembra lani po 2 mesecih mirovanja zvišala in se v primerjavi z novembrom dvignila za 0,5 odstotne točke na 13,5 odstotka. Konec leta 2013 je bilo delovno aktivnih 791.323 oseb. To je skoraj 7.000 oseb manj kot novembra. Upadlo je predvsem število delovno aktivnih moških in sicer za nekaj manj kot 6.000. Število delovno aktivnih oseb se je decembra zmanjševalo v skoraj vseh dejavnostih, najizraziteje pa se je zmanjšalo v gradbeništvu. Včeraj okoli 21. ure se je na cesti med Dravskim dvorom in Dobrovci zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 39-letni voznik kombiniranega vozila. Po podatkih policije naj bi zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste, trčil v zemeljski nasip in se prevrnil na streho. Kljub nudenju prve pomoči na kraju so bile poškodbe zanj usodne. V sredo bo oblačno, nekaj jasnine bo le v vzhodnih krajih. Tam bo tudi večinoma suho, drugod pa bo občasno deževalo, pogosteje v zahodnih krajih. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V noči na četrtek bo povsod deževalo, v četrtek dopoldne pa bodo padavine večinoma ponehale. Meja sneženja se bo spustila do okrog 700 metrov nad morjem. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V petek bo pretežno oblačno, na zahodu bo popoldne spet pričelo deževati. Danes v dnevniku televizije Maribor. Tudi v mariborskem zavodu za zaposlovanje beležijo višjo brezposelnost, pozitivna izjema je urad v Lenartu. Ptujski obrtniki bodo pomagali družini iz Haloz, ki jim je dom uničila plinska jeklenka. Na olimpijskih igrah v Sočiju je ob športnikih tudi ekipa RTV Slovenija s 4 sodelavci televizije Maribor. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.